brezplačno cepljenje proti gripi, načrt ravnanja ob morebitni epidemiji, tehnična vaja z novim vozilom, pasji park uradno odprt, svet živali na platnu, športu prijazna občina, 40 let šmarnogorsko-tekaške preizkušnje. Dober večer in lepo pozdravljeni. Že v prejšnjih informativnih oddajah smo poročali, da so občinski svetniki potrdili rebalans proračuna za letošnje leto in v njem rezervirali 50 tisoč evrov za brezplačno cepljenje proti gripi vseh občanov, ki bi to seveda želeli in jim ta storitev ne pripada brezplačno. Danes sta na novinarski konferenci to skupno akcijo predstavila župan občine Medvode Nejc Smole in direktorica zdravstvenega doma Medvode Marjeta Tomšič-Matič. Občina Medvode je druga izmed slovenskih občin, ki se je odločila za tovrstni ukrep, torej plačilo cepljenja proti gripi, ki sicer znaša 14 evrov za odmerek in to za vse občane, ki to želijo in tudi za vse zaposlene v javnih zavodih, katerih ustanoviteljica je občina, če tudi niso naši občani. Menimo, da v tej situaciji, v kateri se nahajamo, je pravzaprav to skoraj da najmanj, kar lahko storimo. Torej pred nami je čas respiratornih obolenj, pomešan situacijo, v kateri živimo in da kar se da zmanjšamo število obolelih za gripo in s tem še večje težave v zdravstvenem sistemu, je občinski svet sklenil, da zagotovi 50 tisoč evrov na proračunski postavki zdravstvena preventiva. Tako da mi, zdravstveni delavci, to odločitev podpiramo in mu stojimo ob strani. Smo se začeli že tudi organizirati in vzpostavljeno so že telefonske linije, kamor se lahko občani naročajo. V našem zdravstvenem domu že v bistvu organiziramo ambulante, tudi dodatno osebje, ki bo priskočilo na pomoč. V teh časih smo zelo v bistvu na knap s zdravstvenim osebjem. Vso osebje, ki dela v zdravstvenem domu, mora biti povsem zdravo, brez simptomov bolezni, kajti v tem času kroženja koronavirusa smo še toliko bolj previdni. Ob širjenju COVID-19 želijo torej s to akcijo preprečiti hkratne zaplete zaradi sezonske gripe, zaradi katere se vsako zimo v bolnišnicah zdravi veliko ljudi, lahko pa je tudi usodna. Simptomi gripe in koronavirusa pa so si že sicer zelo podobni. Ponovno še enkrat nagovarjamo občane, naj se odločijo za cepljenje, naj jih ne skrbijo stranski učinki, kajti cepivo je varno in učinkovito. Tako da nagovarjam še enkrat vse občane in občanke, tudi detke in babice, kajti pri detkih in babicah, predvsem pri kroničnih bolnikih, se velikokrat gripa konča s kakšno pljučnico, ki je lahko usodna in to moramo preprečiti. To lahko preprečimo. Veliko bolezni ne moramo preprečiti, medtem ko gripo lahko, COVID-a pa ne. Zaenkrat. Po precepljenosti je Slovenija sicer na repu evropskih držav, le 4,5% se jih je lansko leto cepilo proti gripi. Nekako ne zaupajo cepivom, ne zaupajo, da je to zaščita in da cepivo v bistvu ne povzroči nikakršne bolezni. Mogoče kakšno akutno vročino, bolečino, ki v dnevu po cepljenju mine. Tako da cepivo je povsem varno in neučinkovito. 50 tisoč evrov zadošča za 3500 odmerkov cepiva. Če vemo, da država že sedaj sofinancira cepljenje pri nekaterih rizičnih skupinah, ocenjujemo, da ob številki 1000, kolikor je bilo lansko leto skupaj cepljenih Medvoščanov proti gripi, bodo ta sredstva v prvi fazi zagotovo zadoščala. Vkolikor pa bi se v prihodnje pokazalo, da bo odziv tako velik, da ta številka ne bo zadostna, sem prepričan, da bomo skupaj z občinskim svetom našli še dodatna sredstva, da zagotovimo vsem občanom, ki bi želeli, torej to brezplačno cepljenje. Vsi tisti, ki jim brezplačno cepljenje že sicer krije Zavod za zdravstveno zavarovanje, to so kronični bolniki, osebe z izrazito povečano težo, starejši od 65 let, nosečnice in otroci od 6. do 23. meseca starosti, se cepijo pri osebnem zdravniku, vsi ostali pa se morajo za brezplačno cepljenje naročiti na številki 01 361 9515 od ponedeljka do petka med 8 in 14 uro ali na elektronskem naslovu gripa@medvode.si. S cepljenjem pa naj bi v zdravstvenemu domu Medvode začeli predvidoma novembra. Po informacijah, ki jih imamo, je država naročila 270 tisoč odmerkov, nekje se pojavlja številka 300 tisoč odmerkov, tako da za
lokalne potrebe smo kar pohiteli in verjamem, da bomo uspeli cepiti vse tiste, ki bi to želeli. Zanimanje medijev za tokratno akcijo je bila nad pričakovanji veliko in menda tudi med občani takoj zjutraj, ko je bila javno objavljena številka, na katero se lahko prijavijo. Prvi termini se začnejo v novembru, torej za cepljenje. Z današnjim dnem smo pa že odprli telefonsko linijo in moram reči, da sem vesel, da je do tega trenutka že okrog 80 občanov poklicalo in se prijavilo v vrsto za cepljenje. Ob morebitni vnovični razglasitvi epidemije naj bi regije in občine uporabile načrte zaščite in reševanja, ki so jih morale skladno z državnim načrtom dopolniti ali izdelati na novo do konca septembra. Nov celostni predlog medvoškega občinskega načrta zaščite in reševanja ob epidemiji nalezljive bolezni pri ljudeh je bil razgrnjen en mesec in sicer do tega torka 6. oktobra. Naša televizija je bila prejšnji teden na javni obravnavi dokumenta, ki bo stopil v veljavo, ko ga bo sprejel župan in bo objavljen v uradnem listu. V Medvodah je bil dejansko načrt zaščite in reševanja ob epidemiji nalezljive bolezni pri ljudeh že pripravljen, saj so ga, kot sta poudarila tako pripravljalec načrta Gregor Gomboši, kot tudi poveljnik civilne zaščite Franc Jarc, uporabili in v praksi preverili že ob izbruhu koronavirusa v spomladanskih mesecih. Občina Medvode je sicer v regijskem načrtu zaščite in reševanja razporejena v 3. razred oziroma srednjo stopnjo ogroženosti. Enako oceno oziroma stopnjo imajo vse občine v srednje slovenski regiji. To pomeni, da je tu migracija ljudi tako velika, da je možnost širjenja enakovredna. A vsak načrt, čeprav je še tako dobro napisan, je samo načrt, ki lahko zdrsne. Celotno načrtovanje namreč temelji na vhodnih informacijah, torej na oceni stanja ali pridobljenih informacijah o številu okuženih in tistih, ki so potrebni pomoči. Če imamo informacije o tistih, ki potrebujejo pomoč, ki jo predvideva načrt, se pravi, če govorimo o interventni oskrbi starejših, okuženih, potrebujemo seveda informacije, kdo to so. Težava, ki se nam že danes pojavlja in na katero tudi občina opozarjajo o tem, da je preslaba komunikacija strani države do občine, kdo so ti ljudje, kajti občina ima vzpostavljen sistem interventne oskrbe okuženih in pa tudi v primeru, se pravi, razglasitve epidemije, tudi tistih starejših ali pa onemoglih, ki ne morejo sami zagotavljati. In točno, se pravi, lastnih življenjskih potrebščin, morda zdravil. In za te potrebe je ta načrt, se pravi, tudi pripravljen in bo tudi izdan. Med zanimivejšimi poudarki izpostavljamo, da osnovne šole ob epidemiji oskrbujejo s hrano enote zaščite in reševanja in ogroženo prebivalstvo. V šolah poteka tudi nastanitev začasno evakuiranih v nesreči prizadetih prebivalcev. Posebna skrb je v novem načrtu namenjena tudi psihosocialni pomoči in interventnemu varstvu otrok. Občina ima, kot je zdaj jasno zapisano v načrtu, centralno logistično središče v Goričanah in še, da se ji pomoč, če je to potrebno, lahko dostavi s helikopterjem na nogometnem igrišču v Medvodah. Država pa je občinam tudi predpisala, da v teh svojih novih občinskih načrtih zaščite in reševanja navedajo oziroma organizirajo enomesečne zaloge materialno-tehničnih sredstev za potrebe epidemije. Občina Medvode je že tekom epidemije v mesecu marcu, aprilu in maju imela to zalogo, ki jo sedaj vzdržuje, dopolnjuje in z zavodi na področju zdravstva, sociale, z DEOS-om ima povezano, se pravi, zalogo oziroma evidenco te zaloge. V tem trenutku razpolagamo za dovoljšno enomesečno zalogo zaščitne opreme tako za posredovalce, kot tudi morebiti za tiste javne zavode, ki bi to opremo potrebovali. Govorimo pa o zaščitnih maskah, razkužilih, očalih zaščitnih in pa zaščitnih oblekah za dezinfekcijo. Strateška zaloga, ki jo je ocenil štab in pa poveljnik civilne zaščite v občini Medvode teh zaščitnih sredstev, je 18.000 zaščitnih kirurških mask, 5.000 zaščitnih rokavic, 60 litrov razkužila. Tako da to so neke večje količine, ki bi jih potrebovali javni zavodi za enomesečno delovanje. Je pa potreba vedeti, da ima tudi vsak zavod lastno zalogo. Se pravi, najprej pokoristi lastni zavod svoje zaloge, potem pristopimo v pomoč tudi na občine oziroma v civilni zaščiti.
Ali je temu dejansko tako, kot je načrtovano, pa bo preverjal pristojni inšpektor, ki se je napovedal že za 15. oktobra. Med ukrepi, navedenimi v občinskem načrtu zaščite in reševanja, so podrobno opisani posebni ukrepi, kot so osamitev oziroma izolacija, karantena, obvezno zdravljenje in poseben prevoz bolnikov, cepljenje, dezinfekcija, dezinsekcija in deratizacija. Osamitev oziroma izolacija je denimo ukrep, ki ga določi lečeči zdravnik ali Nacionalni inštitut za javno zdravje, ta pa lahko poteka na bolnikovem domu, v zdravstvenem zavodu ali v za ta namen določenem prostoru. Na portalu Sledilnik COVID-19 lahko državljani spremljamo, koliko ljudi je zbolelo oziroma je trenutno okuženih. Do včeraj je bilo okuženih skupaj 47 občanov oziroma je bilo 17 aktivno okuženih oziroma so imeli potrjeni test na COVID-19. V karanteni pa je bilo do prejšnjega tedna več kot 500 občanov. To je pa edina zadeva, ki jo občina zve iz tega sledilnika oziroma se sami lahko pozanimamo, da vidimo števila. Žal pa, poudaril, žal pa ne vemo, katere osebe so to. Mi ne rabimo imeti niti imena, priimka, telefonske, nič, ampak gre se nam samo za to, če pride slučajno do nekega žarišča v občini, da znamo potem tudi nekako naprej preventivno odreagirati. Imeli smo v preteklih dneh dan, ko je bilo v Medvodih, mislim, 4 ali 5 aktivnih v enem dnevu, so se pojavili, tako da ne bom rekel, da je pri nas nastala neka panika, ampak vsi odgovorni smo se takoj slišali, vprašali, če kdo ve, kje to je, kaj, kako, žal nismo dobili nobene informacije. Jaz upam, da teh karanten ne bo dost. Uradno doslej sta bila v karanteni 2 razreda četrtošolcev v osnovni šoli Preska in 1 razred osmošolcev v osnovni šoli Smlednik. O tem, ali je možno, da se vnovič ponovi spomladanski scenarij oziroma omejitev gibanja znotraj lastne občine, pa je poveljnik civilne zaščite skeptičen. V tem času smo se marsikaj naučili. Morate pa vedeti, pa zavedati se moramo vsi, da smo se spomladi borili proti nekemu sovražniku, ki ga nismo videli, nismo slišali in nismo vedeli, kje je. Vsi koraki, ki so bili narejeni v spomladanskem času, v času covida, so bili narejeni v luči ohraniti zdravje naših občanov. Tako da jaz mislim, da ta trenutek ni popolnoma nobene bojazni, da bi bil izrečen kakšen odlok, uredba ali pa kaj podobnega o omejitvi občin ali pa delov občin in pa podobno. Kajti zavedati se moramo, da življenje mora potekati normalno naprej, da prišle bodo okužbe s covidom sigurno še nekaj časa tem ljudem, če bomo li mogli in bomo pomagali, nikakor pa ne bomo omejevali podobnega, razen če bo izdala Republika Slovenija kakšne odloke oziroma zakone, na podlagi katerih bomo mi dolžni izvesti te omejitve. Ob mesecu požarne varnosti poteka kar nekaj aktivnosti in ena najbolj zanimivih je bila zagotovo tehnična vaja z novim vozilom prostovoljnega gasilskega društva Preska Medvode, ki si jo je lahko ogledalo tudi nekaj občanov. V vaji je prišlo do naleta 2 vozil, pri čemer je eno vozilo obstalo na boku ob reki Sori, v drugem pa je zagorelo. V obeh vozilih sta ostala poškodovana voznika. Le nekaj sekund po dogodku so se oglasili pozivniki prostovoljnih gasilcev, ki so prihiteli na pomoč z novim vozilom GVC 1615. Uspešno pogasili nastali požar in rešili oba poškodovanca. Preški gasilci so že meseca julija zapisali, da so se razveselili novega gasilskega vozila GVC 1615 s 1500 litri vode, zmogljivo črpalko in poudarkom na tehnični opremi, takšni, ki so jo pri svojih intervencijah ob prometnih nesrečah, nesrečah z nevarnimi snovmi in še kje drugje potrebovali in jo zdaj končno imajo. Velika prednost vozila je tudi podaljšana kabina s 4 dihalnimi aparati, ki si jih lahko gasilci namestijo že med vožnjo in s tem zmanjšajo čas posredovanja, ko šteje prav vsaka minuta.
Med novo opremo pa so še pnevmatske blazine, komplet hidravličnega orodja za tehnične intervencije, oprema za stabilizacijo vozil in objektov, električni vitel, motorna in krožna žaga z opremo, zmogljiv elektroagregat, dodatni reflektorji, potopna črpalka za vodo, oprema za posredovanje ob dimniških nesrečah, stikalna lestev, nosila za prenos ponesrečencev, vrvne tehnike za reševanje iz višin in globin, črpalka za pretakanje nevarnih snovi in več ročnega orodja za različne intervencije. Predstavitev vozila so združili tudi z vajo posredovanja ob težji prometni nesreči, ki so jo izvedli v Medvodah. Eno vozilo je bilo na cesti, drugo vozilo je zdrknilo s cesto, se prevrnilo na bok. Pri tem je prišlo do enem vozilu do začetka požara, pri drugem vozilu je bil pa ukleščen voznik v vozilu. Prvo je potrebno zavarovati kraj dogodka, sebe zavarovati in pristopiti k gašenju oziroma reševanju. Prvo vozilo je bilo potrebno gasiti in reševati oziroma izvleči ponesrečenca. Pri drugem vozilu je bilo pa malo bolj zakomplicirano, prevrnjen je bil na bok, dostop do ponesrečenca je bil samo preko zadnjih vrat, zato je bilo potrebno odpreti streho. Tukaj smo pokazali naše nove orodje, seveda prvo stabilizacijo vozila, tudi to orodje je novo, in pa potem sam izvlek ponesrečenca iz vozila. Pokazali so torej del opreme novega vozila za pomoč pri takšnih in podobnih nesrečah. Seveda pa bo GVC 1615 v pomoč tudi pri ostalih nezgodah, kamor na pomoč pokličemo gasilce. Naprimer pri delovnih nesrečah, prevrnitvah, zrušitvah, pri reševanju iz višin in globin, pri razlitju nevarnih odpadnih snovi ter seveda ob klasičnem reševanju pri požarih. Na vaji v Medvodah so pokazali predvsem, da hidravlično orodje bistveno pripomore k hitrejšemu in lažjemu reševanju, tudi pri postopkih, kjer so morali prej počakati na pomoč gasilskih kolegov iz Ljubljane. Če bi prej prišlo do take nesreče, pa bi bili mi aktivirani, ne bi mogli pač šoferja ven zrezati, če ni pogoja, da ga lahko spravimo iz tega avta ven, kakor je. Zdaj si pa lahko naredimo odprtino, pa ga dobimo ven. Ja, klišče imajo 15 kg, pa delati nad sabo ali pa nek tako 10-15 minut, pa si kar dosti zmaten stiga. Koliko usposabljanja je potrebnega, da recimo nek gasilec lahko operira s tem orodjem, ki ga imate sedaj? Sicer gasilec se spozna s tem pri tehničnem reševanju za tečaj za operativnega gasilca. Potem obstaja, ki ima operativnega gasilca narejenega prek zveze. Gre lahko še, ko naredi čin višjega gasilca, opravi tečaj za tehnično reševanje, ampak na to ne moramo čakati zmeraj, pa moramo pač svoje gasilce usposabljati tudi pač sami. To pa vsak četrtek zvečer. Tudi tokratno vajo so morali skrbno načrtovati in seveda namestiti tako vozila, kot tudi zavarovati kraj dogodka, da so lahko vajo izvedli na varen način, tako za udeležene gasilce, kot tudi za vse opazovalce. Priprave so bile sicer tiste takončne danes po 3. uri, pripeljati avtomobile, jih prestaviti, naštimati, da ne bo iztekanja, osneževanja vode, potem pa štart pa zares delo. Da pa opazovalcev ni preveč skrbelo, kaj se je hudega zgodilo, so gasilci celotno vajo tudi komentirali in podali nekaj zanimivih informacij o tem, kako ukrepati ob nesrečah in kaj vse je potrebno za uspešno posredovanje. Številni radovedneži so sicer izjemoma lahko reševanje spremljali povsem od blizu. Povedal sem na začetku par stvari, kaj naredimo ob taki nesreči. Seveda je pa prvo, če smo očevida, če smo na kraju nesreče, pomagamo sami, dokler zmoremo, dokler lahko. Ko pa pridejo ustrezne reševalne enote, se umaknemo na varno in ne delamo nepotrebne gužve. Seveda tudi tisti felpci, po domače povedan, niso dobrodošli ob takih nesrečah. Naj se umaknejo stran, da bodo imeli gasilci dovolj prostora za posredovanje ob takih in podobnih nesrečah. Kljub temu, da je tokrat šlo zgolj za vajo, so gasilci posredovanje vzeli zelo resno in se lotili reševanja ponesrečencev v vozilih. Namen današnje vaje je bil predvsem pokazati ljudem, kaj gasilci prostovoljni sploh znamo delati in zakaj potrebujemo tako dobro opremo, drago opremo. Ker skozi leta intervencij smo dali na seznam, kaj res potrebujemo in to smo sedaj
težko pričakovano dobili in danes smo pokazali, da tudi občani vidijo, da nam ta oprema izredno koristi in tudi gasilci znajo delati in so dobro izpeljali to vajo. Glede orodja in opreme jih lahko pohvalim, izredno dobro in izredno učinkovito uporabljajo to opremo. Seveda so se že skozi čas učili, imamo vsak teden vaje in izredno dobro, imam dobre pomočnike, tako da so jih izredno lepo naučili in lepo uporabljajo in strokovno opremo. Vsako vajo, ki jo uspešno naredimo, smo zadovoljni, ne samo jaz, vsi skupaj. Zadovoljen sem tudi, da je prišlo toliko, kljub temu, da so nekako ukrepi zaradi koronavirusa. Sem zadovoljen, da je kar nekaj občanov prišlo, da se zanimajo za naše tovrstno delo, da jim lahko na tak način pokažemo. Seveda želimo še več takih srečanj, takih spoznanj oziroma da še bolj predstavimo to našo opremo, naše usposobljenost in da pokažemo občanom, da lahko računajo na nas. V mesecu požarne varnosti bodo gasilci izvedli še nekaj vaj. Izpustili bodo le dogodke, kjer bi število udeležencev bilo večje, kot dopuščajo trenutne vladne uredbe. Pomembno je namreč, da se tudi občani zavedamo, koga lahko pokličemo na pomoč, ko jo bomo nujno potrebovali. Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije je minuli teden izvedla že 6. volitve v svoje organe, v svet zbornice in v svete občinskih enot. Pravne osebe, kot so na primer kmetijske zadruge, kmetijska podjetja in verske skupnosti, ki imajo v lasti kmetijsko zemljo oziroma gozdove, so glasovanje opravile prejšnjo sredo, v nedeljo pa še fizične osebe. Volilna udeležba v skupini fizičnih oseb, teh je več kot 104 tisoč, je znašala sicer le dobrih 8,5%, v skupini pravnih oseb, teh je prek 1600 pa 42%. V 4. volilni enoti, kamor sodi tudi naša občina, so imeli volivci na voljo tudi 4 kandidate iz naše občine. Janez Šušteršič iz Seničice je kandidiral kot kandidat kmetijske zadruge Medvode. Na listi Kmečko društvo Nova Slovenija je kandidiral Jernej Petač iz Zgornjih Pirnič in na listi Društvo Slovenska kmečka zveza Damjan Zore, prav tako iz Zgornjih Pirnič in Žiga Kršinar s Topola. Slednji, ki je tudi predsednik občinskega odbora Slovenske ljudske stranke, je bil tudi izvoljen v svet zbornice. Njegova lista je že sicer zmagovalka volitev. Najverjetnejši predsednik zbornice pa Marjan Podobnik, ki je bil sicer izvoljen kot pravna oseba. Pasji park pri nogometnem igrišču v Medvodah živi že nekaj let, saj so tamkaj živeči lastniki psov s skupnimi močmi skrbeli za urejen prostor, kjer so se lahko družili s svojimi pasjimi prijatelji. V letošnjem letu pa jim je ob pomoči krajevne skupnosti Medvode center uspelo dopolniti še največjo pomanjkljivost. Pasji park je namreč dobil še ograjo, da se lahko kužki igrajo v zavarovanem prostoru, brez skrbi, da bi kam pobegnili ali da bi prišlo do kakšne nezgode z mimovozečimi avtomobili. Občina Medvode je v park namestila še klopi, pitnik, koš za odpadke in koše za pasje iztrebke, prevzeli pa so tudi skrb za vzdrževanje. Pasji park so podporniki ob pomoči društva Rex in Mila uradno odprli 4. oktobra ob svetovnem dnevu živali. Društvo Rex in Mila je v medvoški občini poznano kot tisto, ki skrbi za zapuščene in druge pomoči potrebne živali, seveda pa priskočijo na pomoč tudi, ko gre za dobrobit hišnih ljubljenčkov, ki se jim dobro godi, kot na primer kužkom, ki so in še bodo obiskovalci novega pasjega parka. Pri Rexu in Mili so se odločili, da uradno odprtje parka preživijo v družbi tistih, ki so pri tej pridobitvi pomagali. Da je bil dogodek še nekoliko bolj slovesen, se jim je pridružil še župan občine Medvode Nejc Smole, za obiskovalce pa so pripravili tudi nekaj daril. Neizmerno so se pasjega parka razveselili tudi tisti, ki na ta košček ob Sori prihajajo že več let. Pred 10 leti je bil ta košček travnika degradirano oziroma nekdanje otroške igrišče, polno smeti, treba je bilo počasi popraviti, vmes je bil še žled sezona, tako da smo malo po malo, ne sama, ekipa 4-5, pač lastnikov psov, tukaj se dobivali vsak dan, čistili, potem nekaj časa smo tudi sami kosili, nekajkrat so Medvode prišle na košenje in počasi je nastajal
pasje igrišče, ampak manjkala nam je ograja, ker smo se vedno bali, če kdo drug pride, a ne, da je vsak svojega kužka hitro prijel, da ni bilo nesreče. No, vendar v letošnjem letu, ko je ta ograja nastala, vidimo, da prihajajo ljudje s svojimi kužki v večjem številu, smo zelo zadovoljni, tukaj se psi socializirajo, mi se podružimo, smo zelo zadovoljni vsak dan, tudi če je dež, tudi če je sneg, oziroma tako bom rekla, če je sneg, je še večje veselje. Da bi bilo preživljanje časa v pasjem parku pozitivna izkušnja za vse obiskovalce, pa je potrebno upoštevati tudi nekaj pravil, ki veljajo tudi sicer pri druženju naših pasjih prijateljev. Kot prvo, pasji park ni kraj, kamor bi recimo pripeljali svojega psa, pa ga potem spustili, pa šli mogoče na kavico, ampak moramo biti prisotni, opazovati svojega psa, pa tudi to ga poznati, da lahko vemo, s kakšnimi psi se bo razumel, s kakšnimi se ne bo. Pa da znamo tudi na pravilen način predstavljati pse drug drugemu, se pravi, ko se prvič srečajo, da opazujemo kakšno telesno govorico, pa v primeru, da je enemu od psov neprijetno, to izražajo s takimi miritvenimi signali. To je recimo obračanje glave stran, oblizovanje, rep med nogami, da v tem primeru ali prekinemo celo interakcijo, ali pa da psa samo odmaknejo par metrov stran, pa da vidimo, ali imata še željo, da bi se približala drug drugemu. Paziti je torej treba predvsem na to, da pes v parku ne dobi slabe izkušnje, kar se lahko zgodi hitro, če se igra sprevrže v lov ali poskus nadvlade. V pomoč pasjim lastnikom bo tudi tabla, na kateri bo prikazano, v kakšnem primeru kužku ni prijetno. Kdo pa ima prednost, če je v parku že nekdo drug? Načeloma jaz bi rekla tako, da se poskušamo s človekom zmeniti, se pravi, kdor je prej prišel, naj bo prej tukaj. Je pa v bistvu to ograja super način, kako se lahko dva psa povohata med sabo, brez da bi bili lastniki živčni, ker največkrat so povod za neke pretepelih lastniki, ker so živčni in psa cukajo in jih je strah, kaj pa se bo zgodilo. Tukaj pa v bistvu je varna ograja, se lahko povohajo, brez da bi lastniki, rečemo, paničarali. Je tudi veliko bolj mirno srečevanje. Prostor torej ni le priložnost, da štirinosci razmigajo svoje tačke na dobrih 600 kvadratnih metrov ograjene površine in se brez povodca brezskrbno natečejo in igrajo, saj obenem ponuja možnost za vzgojo in socializacijo. Ravno tukaj se nekako socializirajo, da to tudi pomeni, da ni norenja eden za drugim, da se drug drugega navadijo. Mal pazimo, da grejo manjši psi z manjšimi, večji z večjimi, ker večji se tudi nežno igra, ampak nevede lahko hitro poškoduje manjšega v igri. Ampak tukaj morajo biti pa lastniki toliko, ne, da če so v vrtu manjši, naj raj majčkeno počaka, da bo še kakšen velik prišel. Ne. In potem je pa seveda veselje brezmejno. Saj več kot uro, dve itak ne moreš biti noter, ker imamo tudi mi omejeno kondicijo, zdaj smo že le malo v letih in ja, je tudi zato nas, kako bi rekla, pridobitev, da se mi gibljemo, kužki se gibljemo in to je tudi zdravo. Druženje lastnikov psov v pasjem parku pa je tudi priložnost za izmenjavo izkušenj in povezovanje ljudi, ki jih druži ljubezen do psov. V bistvu je tudi odličen kraj, da se lastniki psov spoznajo, pa si izmenjajo mnenja, znanja, pa s tem način se nekako povežejo lastniki psov v medvodah tudi. Med pravili v pasjem parku pa je seveda tudi osnovna higiena, torej pobiranje pasjih iztrebkov. Košev je namreč dovolj. Pomembno pa je tudi, da pasjih igrač lastniki ne puščajo ležati po tleh, saj lahko to privede tudi do kakšnega pasjega prepira. Morebitna nadgradnja pasjega parka bi bila tudi pasja igrala, a zaenkrat je že ureditev ograje in skrb za urejenost parka več kot dobrodošla. Ja, vedno pride prav kakšna, temu se reče, obogatitev okolja, se pravi od kakšnih agility ovir do kakšnih igral. Včasih je dosti čist neka stara avtomobilska guma in je pač psom to nekaj novega, jim zaposli nos, zaposli možgane in je v bistvu super taka popestritev okolja. Občina Medvode je sicer živalim zelo prijazna v primerjavi z večino slovenskih občin, seveda pa je veliko odvisno tudi od samih pasjih lastnikov. Osnovni bonton veleva, da imajo svoje pse pod nadzorom in da pobirajo pasje iztrebke, ki jih lahko pospravijo v več kot 90 zabojnikov nameščenih po občini. Oziroma, če zabojnika za pasje iztrebke ni na voljo, pa v zabojnike za mešane odpadke.
Pasji iztrebki namreč niso le neprijetni na pogled, ampak so polni bakterij, ki so škodljive za zdravje in okolje, v katerem živimo. Iztrebki na kmetijskih zemljiščih lahko zaidejo v krmo, kar je nevarno za živali. Dan prej, v soboto, pa so prostovoljci društva Rex in Mila na stojnici na Medvoški tržnici zbirali sredstva za hranjenje in zdravljenje 200 muc in 12 kužkov čez najtežje zimsko obdobje. S peko palačink sta pomagala tudi Nik in Nika, zmagovalca kuharskega šova Mali šef Slovenije. Obiskovalci stojnice pa so lahko izbirali tudi med številnimi doma narejenimi izdelki, ki so jih v ta namen pripravili pridni prostovoljci. Društvo Rex in Mila pokriva stroške veterinarskih posegov, zbira hrano in iščejo domove za zapuščene živali, ki jih tudi veterinarsko oskrbijo in sterilizirajo oziroma kastrirajo. Otrokom in širši javnosti poskušajo v največji možni meri širiti znanje o odgovornem lastništvu preko člankov, nastopov v medijih, delavnic in seminarjev. Zelo veliko pozornosti namenjajo tudi osveščanju iz področja trajnostnega razvoja. Društvu Rex in Mila lahko pomagate tudi tako, da pošljete SMS Rex Mila 5 na številko 1919 ali na njihov račun, ki ga imajo objavljenega tudi na Facebook strani in tudi na spletni strani občine Medvode. Že v petek pa je bilo v avli Doma krajanov Pirniče odprtje likovne razstave Svet živali. Razstava je nadaljevanje istoimenskega likovnega ciklusa, ki ga vsako leto okoli 4. oktobra, Svetovnega dneva živali, organizira likovna sekcija KUD Pirniče. Tudi letos navkljub koronavirusni situaciji ni bilo nič drugače, le upoštevajoč vsa potrebna navodila. Likovna sekcija KUD Pirniče je tudi letos, navkljub koronavirusni situaciji, nadaljevala z vsakoletnim likovnim ciklusom Svet živali. Letošnja otvoritev je potekala ta petek v Kulturnem domu Pirniče. Pred otvoritvijo pa se je predstavila še glasbena skupina Strune, da je s svojo glasbo še dodatno popestrila večer. Vsako leto se jo lotimo. Letos so pač posebne razmere, tako da nismo mogli mi kaj več razglabljati pa razlagati, ker smo lampa obljubili, ker je bila zelo močna zasedba v dvorani, da bomo letos šli po rodovih, po razredih, tako kot imajo oni hierarhijo živalsko, ne, rodovnik. Ampak ni mogoče, ker je treba vse na kratko. Zato smo letos prosto risali, ampak kot nalašč se nismo dogovarjali, ker smo mogli doma risati, ampak kot nalašč, ko smo slike dali na kup, 30 jih je, smo videli perjat na eno steno, divje živali na drugo steno, gorske živali, tako da smo bili zelo zadovoljni na koncu. Razstave vsako leto otvorijo v tednu 4. oktobra. A zakaj prav takrat? Ker je 4. oktober Svetovni dan varstva živali in ker ta cikel živali peljemo že kar nekaj let. Verjetno je vzrok tudi to, ker imamo dva lovca v društvu, Petra Militarova pa Franca Barbiča, ki nas spodbujata, da ne bi to zamrlo. Je pa res, da je 4. oktober, ko je Svetovni dan varstva, bo drugo leto 90 let, kar so v Benetkah proglasili ta dan za Svetovni dan. Poleg slik ciklusa Svet živali so bili na razstavi razstavljene tudi ročne rezbarije, miniaturni izdelki iz roževine, ki jih je ustvaril član društva Franc Barbič. Gospod je pri 82 in v takem dolgem časovnem delovnem obdobju kar marsikaj narediš, ne? Je pa res, da to nataknem samo za Svetovni dan živali in pa to tudi, ker mi veliko pomeni, ker vem, kako težko je to delati. Sem videla in to je filigramsko delo, ne? Kot je bilo omenjeno, je letos koronavirusna situacija povzročala težave pri organizaciji tudi organizatorjem petkovega dogodka. A navkljub temu so organizatorji poskrbeli, da je vse potekalo po priporočilih NIJZ. Skušali bomo držati, tudi uvodno bom povedala, da se moramo držati navodil NIJZ-a, razdaljo, masko. Več pa mi ne moramo narediti, je pa res, da sta v domu 2 točki vstopni
kjer je dezinfekcijski aparat in pa tudi tukaj dezinfekcijski, več pa že ne moremo narediti. Umetniška dela bodo za vse tiste, ki si jih boste zaželeli ogledati, razstavljena v avli Kulturnega doma Pirniče, tako da vkolikor se boste udeležili kakega dogodka ali si ogledali kako predstavo v KUD Pirniče, vas člani likovne sekcije vljudno vabijo, da si spotoma ogledate tudi njihova dela. V klubu Jedro so tako kot običajno pričeli sezono dogodkov in jih, vsaj v petek je bilo še tako, tudi v prihodnje načrtujejo kar nekaj. Seveda v upanju, da bodo vladni ukrepi to dopuščali. Kakorkoli, minuli petek so odprli razstavo portretov Vesne Sonc N z naslovom Isti. Sledil ji je še prvi koncert glasbe za pokušino, večer šansonov, sodobno glasbeno ustvarjalko Ani Frece. Avtorica prve jesenske slikarske razstave v Jedru, Vesna Sonc N, že 7 let Medvoščanka, je po poklicu grafična oblikovalka, ki je po študiju na Akademiji za likovno umetnost ustvarila nekaj odmevnih oglaševalskih akcij in svoje znanje izpopolnjevala pri svetovno znanih oblikovalcih, zdaj pa že več kot 20 let samostojno oblikuje in ustvarja s partnerjem v studiu Neče Mars Sonc. Od nekdaj je bila moja prva ljubezen pravzaprav risanje. Pa se je pa zgodilo tako, da včasih si na akademiji so bili malo bolj strogo, pa ožji zbori, pa malo več nekih poznanstv je bilo v igri in tako. In sem 2krat padla, kar se tiče sprejemnih izpitov na ALUJ-u za slikarstvo. Pa sem bila sprejeta na dizajn in sem se pač udala v ta svoj, čeprav nič ne rečem, dizajn mi je super, rada dizajniram in ja, ampak vseeno je to moje. In ja, in pol, evo, skozi rišem in skozi nastajajo neke stvari in ja, končno so prišle tudi ven iz predalov, ne. Včasih je torej dobro, da imaš v družini nekoga, ki vzpodbuja, da tudi širši publiki pokažeš svoj talent, kar Vesna Sonc nedvomno ima. Isti je naslov razstave, ki je sestavljena iz imaginarnih portretov v mešani tehniki risbe, akvarela in deloma kolaža in predstavlja zgodbo o človeku, razmerih in protislovjih bivanja tukaj in zdaj. V bistvu v tem naslovu je veliko enih različnih pogledov, ne. Isti kot, ne vem, lahko gremo gledati v politiko, ne. Kot isti, ne, komunisti, belogradisti, uniisti, egoisti in tako. In vsi ti isti nas iste zajebavajo že skozi, ne. In to je bil eden od sporočil, da mogoče je čas, zato so tudi vse te portretki v nekih teh škatlicah, ne, da mogoče je čas, da izstopimo ven iz svojega comfort zona, ne, in da mogoče začnemo razmišljati malo svojo glavo in se ne pustimo tem istim toliko, ker mi smo v bistvu isti, z iste materije in če se povežemo, ne, mogoče lahko naredimo en velik premik, samo da gremo ven iz teh škatlic svojih, ne. Takšno je torej njeno sporočilo vsem, ki so si razstavo v Jedru ogledali. Po drugi strani je pa to, da je to tudi moj escape, ne, da se jaz s svojim zrisanjem v bistvu odmakam od realnega sveta, ne. Ampak potem se izkaže, da v bistvu ne delam nič drugega, da ga slikam ven, dajem te frustracije jaz ven potem, ne. Let je torej prebit in glede na odzive obiskovalcev ter številne pozitivne kritike bomo dela Vesne Sonc zagotovo videli še na kakšni razstavi. Želim si iti naprej, želim si iti tudi malo večje formate, ampak ne vem, zdaj se je začel s tem, bomo videli, ne, kaj bo naprej. Prvi teden v oktobru se običajno prične nova sezona dogodkov v Jedru, le da bo v tem obdobju potrebno nekoliko več previdnosti in spoštovanja zapovedanih ukrepov. Odprtju slikarske razstave je sledil večer šansonov s sodobno glasbeno ustvarjalko Ani Frece, katere glasbeni repertoar sega od slovenske popevke, šansonov, džeza do sodobne popularne glasbe. Med njenimi glasbenimi spremljevalci je bil tudi Medvoščan Marko Mozetič. Število obiskovalcev na koncertu je bilo omejeno in tako bo žal tudi v prihodnje. Zdaj, kar se tiče za naprej, bom pač sezona oziroma program prilagojen ukrepom, ki se skozi spreminjajo, no, tako da moramo biti kar budni, spremljati zadevo, tako da zaenkrat imamo plan delati dogodke do 50 ljudi. Se pravi, tudi kar se tiče, ne vem, raznih predstav in tako naprej, bo omejeno število kart in tako naprej. Odpadejo pa v bistvu te večje zadeve, kot so najbolj koncerti, a ne. Zato, ker preprosto lahko delamo koncerte v stilu, kakor je danes, pač malo bolj kavarniško varianto. Po razstavi namreč je ta večer šansonov
kakšnih večjih zadev, kot smo jih delali ponovadi v teh mesecih, pa žal letos ne bo. Njihova naloga je torej, da spremljajo ukrepe, se prilagajajo in upajo, da se prostor ne bo ponovno zaprl. Že zdaj je namreč najbolj prikrajšana mlajša populacija, ki zelo pogreša druženje in večje dogodke, ki so se dogajali v jedru. Definitivno je to največji minus te situacije. So te dogodki, ki so bili res dobro obiskani, številčno, množično, ki jih zdaj žal ne bo. Začeli se je že v bistvu marca, Battle of Bands in tako naprej, te tradicionalni dogodki, tudi Svarunove letos ne moramo delati, kakšnih večjih zadev, tako da ja, definitivno pogrešajo, ampak upam, da drug let normalno zadeve stečejo, pa da bomo nadoknadili zamujene stvari. To si res želimo. Trenutno pripravljajo tudi strategijo dela, ki jo bodo obravnavali na naslednji seji občinskega sveta. Že v kratkem pa bo zaživel tudi projekt Las zapeljemo vas. Gre za medgeneracijski projekt, ki povezuje mlade pa starejše, ki niso mobilni, se pravi te brezplačni prevozi starostnikov. Tako da zdaj v bistvu čakamo električni avto, pa še nekaj prostovoljnih voznikov. Potem se bo pa to začelo v Medvodah in upam, da bojo res starejši, ki mogoče so malo bolj iz odročnih krajev ali pa tudi iz centra, pa da niso mobilni, da bojo res izkoristili to šanso, se pravi teh brezplačnih prevozov. Tako da vabljeni, da spremljate vse naše stvari in na spletni strani in pač smo dosegljivi vedno. V jedru pa bodo osnovnošolci lahko preživljali tudi letošnje krompirjeve počitnice konec meseca oktobra. Prijavnico dobite na spletni strani Zavoda Sotočje. Ali je občina Medvode športu prijazna občina? Čigava je krivda, da občina še vedno nima športne strategije? Kaj delajo odločevalci in kaj hočejo športniki? To so bile teme, na katere se je dalo na zadnji seji občinskega sveta slišati dve različni mnenji. Seja se je zaradi proti-korona ukrepov odvijala prav v športni dvorani Medvode in to 23. septembra, torej prav na dan, ko smo v Sloveniji prvič praznovali novi državni praznik, dan slovenskega športa. Na izjave slišane na seji se je odzval predsednik Športne zveze Medvode Milan Šobat. Kar nekaj krepkih je povedal in najbrž ne bo ostal brez odziva. Začelo se je s čestitko Darinke Varovšek vsem občanom ob državnem prazniku, dnevu slovenskega športa. Osebno me veseli, da je občina Medvode občanom in športu prijazna občina, da imamo posluh tudi odločevalci v občinskem svetu, da se sredstva namenjajo za razvoj športa v Medvodah. Nasprotno je menil Mirko Varovšek. Ne strinjam se s predhodniki v prejšnjih razpravah, da smo prijazni za šport in tako naprej. Tega jaz ne vidim v tem pomenu, kajti večina športniki se sami angažirajo. Letos sem bil prvič pri razdelitvi denarja tudi prisoten in pa seveda se sklepom in avansle strani župana. Pa me je zmotila že zadeva, da 2 člana nisva podpisala zapisnika, denar je bil pa razdeljen. Jaz bi se rad tem zadevam izognil. Če bom prisoten naslednjo leto, imam nekaj predlogov, kako bi ta denar delili, da potem ne pride do zadeve, ko rešujemo pritožbe, mislim, da teh pritožb ni potrebno. Denar pa še vedno predlagam, da naj ostane v športu, če je bil za šport tudi namenjen. Slednje se je nanašalo tudi na dejstvo, da je namesto sprva načrtovanih 150 000 evrov za športni park Medvode v rebalansu proračuna ponovno ostalo le še 59 000 evrov in posledično tudi vprašanje svetnice Ines Iskra, ki je hkrati zadolžena za šport v javnem zavodu Sotočje, ali bo to sploh dovolj za nakup kakšnega izmed 3 sklopov zemljišč, ki še niso v občinski lasti. S kmetijskimi zemljišči nismo prav zelo daleč, s hišo so pogovori že s lastniki bili upravljeni, ampak bi bil znesek, ocenjujemo, kar nekaj višji od tega, ki je ostal noter, bolj v vrednosti najbrž tistega, ker je bila prvotna postavka, tako da smo želeli caj korak naprej in odkupiti to 3. zemljišče, s čimer dobimo na, spet rečem, desnem delu proti Goričanam, kompletno lastništvo vse do Jarčevih, ki so lastniki te hiše, ki je v sredini. No, tako da upam, da bodo ta sredstva, kot je bilo rečeno, nam zadostovala, da pač vsaj malo zapremo to zgodbo športnega parka in jo porinemo za tretjino ali pa za en manj problem bližje realizaciji.
Na izvajanje Mirka Varovška se je odzvala Darinka Varovšek, ki je v prejšnjem mandatu bila kot podžupanja in predsednica odbora za družbene dejavnosti zadolžena tudi za področje športa. In moram reči, da je bila v tem času v občinski upravi pripravljena strategija športa, ki je upoštevala tudi vse tisto, kar so predhodniki pred mano govorili. In moram reči, da je potrebno v občini Medvode povedati Bobu Bob, da so bili športniki tisti, ki niso želeli podpreti tega, da občina financira strokovni kader v društvih. To pomeni, da bo trener sofinanciran po vzoru vseh večjih občin v Sloveniji, sofinanciran iz občinskega proračuna. Osebno kot športnica menim, da je to velik minus. In kot odziv na odziv je debato zaključil Mirko Varovšek, ki je predstavnik nestrankarske liste Špon. Ta je v svojem volilnem programu prav športu vrstila na visoko mesto. In moram reči, da me moti neko, ne vem, lahko rečem tudi samo zaščito nekaterih posameznikov, da nekaj ni sprejeto, zato ker športniki niso bili za to. Zato bi na tem prosil, da se te športnike nekako zaščiti in sem prepričan, da tudi na drugi strani ni nekih pravih interesov, da bi se te stvari zgodile. In po drugi strani bi pa rekel, da so športniki svetovalci, kaj rabijo. Tisto, kar rabijo, predlagajo. In seveda, če tistega ni, potem sem prepričan, da imajo argumente, s katerimi lahko dokažejo, da ravno tisto potrebujejo, da pridejo lahko do uspeha. Milan Šobat, predsednik Športne zveze Medvode, pritrjuje ugotovitvam Mirka Varovška, da občina Medvode športu ni naklonjena. Še več, župana Nejca Smoleta celo obtožuje, da področje športa ignorira, kljub temu, da je vseh aktivnih članov v društvih preko 2200. Zadnja njegova zamera pa je, da je na mini olimpijado, namesto da bi prišel sam in spregovoril, poslal podžupana. Medtem ko z javnim zavodom Sotočje Medvode Športna zveza, tako Šobat, dobro sodeluje. Izpostavlja predvsem soorganizacijo velikih športnih dogodkov, naprimer športnega festivala Medvode v gibanju. Mi zberemo cirka 70% sredstev za Medvode v gibanju od sponzorjev. Mi noben ne more očitati, da nič ne delamo. Največji očitek Milana Šobata pa gre na izvajanje Darinke Varovšek na seji sveta, saj se je Športna zveza Medvode prepoznala v njenih besedah kot krivca, da športna strategija še ni sprejeta, kar je deloma res. Le naveden razlog ni pravi. Vrniti se je potrebno v leto 2015, pravi Šobat. Takrat je nama bilo vzeto za programe, govorim za programe, ne za šport v celoti, za programe nam je bilo vzeto 35% sredstev iz obljubo na sestanku, da se bo to povrnilo v 2 letih. Na prošnjo, da se to da na papir, ni bilo iz tega nič. Nikoli, ampak resnično nikoli nismo bili proti, da bi občina sofinancirala kakšen strokovni kader. Strokovni kader je dobrodošel v vsakem klubu, v vsaki povsod in tudi mi proti temu ne moremo biti. To je proti našim načelom, absolutno. Torej, Športna zveza Medvode za športno strategijo, ki je bila pred dobrima 2 letoma tik pred obravnavo na seji občinskega sveta, ni dala svojega podpisa zgolj zato, tako Šobat, ker ta ni predvidevala tudi povrnitve višine sredstev za športne programe na raven pred letom 2015. Nič drugega. In to so nam zavrnili. In poveč, ko so nam to zavrnili, smo rekli, pa ne bomo podpisali. Če bi pa hotel takrat, gospod župan, da bi strategija športa bila potrjena, bi jo potrdil tudi brez našega podpisa, kaj je imel čist popolno vso pravico. Dejstvo je, da je dobršen del športne strategije že leta 2015 sicer oblikovala Športna zveza Medvode oziroma pokojni sekretar zveze Klemen Svolšak. Imam še zdaj shranjen mail, ko so mi odgovorili, da kaj toliko obširno in natančno razdeljene in dobre strategije, da še niso videli. Na občini so rekli, da je za nič.
Poleg prej omenjenega dviga sredstev za športne programe je Šobot prepričan, da je bilo v strategiji za občinsko upravo oziroma župana sporna tudi fazna izgradnja športnega parka. Smo ga vabili, imamo dokaze pisno, 3-krat zapovrstjo, da bi imeli sestanke. Da bi se začeli pogovarjati okoli športnega parka, ki dnevno, ne samo mene, pa tudi delavce iz zavoda, kogarkoli, kar je na področju športa, ljudje sprašujejo, kaj je zdaj s tem športnim parkom. Šobot je prepričan, da postavka, ki je ostala v rebalansu občinskega proračuna, ne zadošča za nakup niti enega prej omenjenega dela zemljišč. To je nemogoče, za tak majhen denar noben ne oddal tako zemljišče. Se zdaj je pogovor, da pride cenilec pa oceni une vrtine pa zemljišče dejansko koliko je vredno. Ne? Gre namreč za zemljišče večje od 2000 kvadratnih metrov z 2 vrtinama. Šobot je celo prepričan, da se bo z legalizacijo nogometnega igrišča in balenišča na tej strani Sore pozabilo na športni park na drugi strani Sore. Edina prava pot, da se tisti denar, ki je namenjen za šport, za izgradnjo športnih objektov, začne vlagati tam, za kar je namenjen. Tudi za nakup zemljišč po nerealni ceni. Šobot meni, da je šlo v preteklosti vendarle za pomanjkanje ustrezne komunikacije z lastniki zemljišč. Na vseh sestankih je bila ona določena za koordinatorja skupine, ki bo obiskal lastnike zemljišč in se z njimi pogovarjal. Enkrat, samkrat v celem mandatu nismo šli obiskati nikogar, ki bi ga mogla gospa Verovšek zorganizirati. Nikogar. Dokler nisem začel jaz sam na svoj roko, to sem pa res, pripeljal Lampiča Markota, da se je začel pogovarjati. In kakšen je bil odgovor župana Nejca Smoleta v zadnji pogovorni oddaji pred dobrim tednom dni na vprašanje, kakšno usodo napoveduje ne le športni, ampak tudi ostalim strategijam, ki jih občina še nima? Kar se tiče strategij, pa mislim, da bi tukaj na tem sedežu mogel sedeti direktor javnega zavoda, gospod Kalan. Oni in njegovi strokovni sodelavci morajo te vizije pripraviti skupaj z javnostjo. Jaz ne bom nobene strategije zaviral, da ne gre na občinski svet, seveda pa pričakujem, da so te strategije realne. Pisarati strategije, s katerimi si lahko podpremo mizo, je za moje pojme brez veze, če tako rečem. Verjamem pa v strategije, ki so lahko srednjeročne, ki znajo dobro identificirati probleme, ki jih imamo in ki znajo predpisati rešitve, ki se ne merijo v milijonih. Župan Nejc Smole je prav prejšnji teden s sklepom imenoval novo skupino za novelacijo športne strategije v sestavi Domen Knez kot predstavnik Športne zveze Medvode, Maja Kersnik kot predstavnica individualnih športnih panog in vrhunskega športa, Maja Bunčič kot predstavnica kolektivnih športnih panog, Tomaž Kernič kot predstavnik športne rekreacije, v imenu občinske uprave Sonja Rifl in kot vodja športnih programov v javnem zavodu Sotočje Ines Iskra. Župan je novo komisijo zadolžil za pregled in novelacijo predloga strategije, ki naj bi jo občinski svet obravnaval in sprejel še to leto. Po mnenju Ines Iskra, ki je stalnica v komisiji, je novelacija dokumenta v zaključni fazi, saj je vanj vnesla vse nove športne površine v zadnjih 2 letih, komisija v novi zasedbi pa naj bi dorekla predvsem časovnico in način financiranja prej omenjenega športnega parka, kar je po mnenju Iskrove trenutno še edini oziroma največji vprašaj te strategije, ki nosi novo letnico, ne več od leta 2018 do 2023, ampak od 2020 do 2024. Ciljev in začrtanih ukrepov naj ne bi spreminjali, saj je Olimpijski komite Slovenije leta 2018 strategijo označil kot zelo dobro pripravljeno gradivo. Nenazadnje pa je dokument prestal tudi obravnavo na odborih in bil umaknjen iz procedure zgolj iz prej omenjenega razloga.
Prihajajoči vikend bo Šmarna gora prizorišče že 41. izvedbe gorsko-tekaške preizkušnje, ki od letos nosi tudi naziv najgorskega teka na svetu. Ob odpovedi celotne sezone svetovnega pokala o gorskih tekih bo letos tekma štela za državno prvenstvo o gorskih tekih. In ne samo to, prvič se obeta dvojni program, saj bo petek pripadal še eni tradicionalni preizkušnji, rekordu Šmarne gore. Že pretekli vikend pa se je v galeriji nad Velbom na Šmarni gori kot uvod v pestro športno dogajanje odvila otvoritev razstave slik, ki prikazuje celotno 40-letno zgodovino te najstarejše gorsko-tekaške preizkušnje pri nas. V galeriji nad Velbom na Šmarni gori je od pretekle nedelje razstavljenih 70 fotografij, ki povzemajo dogajanje od leta 1979 dalje. Razstava z naslovom 40-letja šmarnogorskih tekov v sliki in besedi predstavlja tako tek kot rekord in izziv, utrinke vratolomnih spustov in vzponov, tekaške junake, domače in tuje, kot tudi tiste, ki so bili zadovoljni že s tem, da so zgolj premagali progo. Ja, sigurno 40 let šmarnogorskega teka je vpustilo v moji glavi kar precejšno sled. Brez tega ne gre. To je del mojega življenja, sigurno. In ob iskanju, brkljanju po tem arhivu se seveda porajajo razne misli, spomini na tiste prve dogodke. Ravno zdaj sem tam razlagal tem prisotnim na otvoritvi, kako je bilo tisti prvi tek, ki je bil novembra, sredini novembra. Par dni pred tekom je zapadlo na Šmarni gori 4 metra snega in smo 2 dni pred tekom smo preko travnika čistili sneg po progi, potem je pa tiste zadnje 2 dni pred tekom deževalo in na dan teka ni bilo več sledu o snegu. Tako da to je pač en taka zadeva. Takih drobnarij se je nabralo res ogromno. 10-kilometrski tek na najbolj obiskano goro ali bolje rečeno hrib v Sloveniji, ki je lani praznoval svojo 40-letnico, je v zadnjih letih postal nepogrešljiva postaja svetovnega pokala. Njegovo finale gosti od leta 2001 dalje. Letos je bil v spletnem glasovanju izbran celo za najgorski tek na svetu. Prvih 17 let je bil tek povsem lokalna zadeva. Z osamosvojitvijo pa se je pojavila neka ideja, da bi to bilo prvo državno prvenstvo v novorojeni Sloveniji. To je bilo potem narejeno jeseni 92 in od takrat naprej smo potem začeli tudi vabiti tujce. Lučo Fregone je bil takrat najboljši gorski tekačev na svetu, je prišel prvič sem in on je v bistvu ponesel ime slovenskih gorskih tekov in Šmarne gore v Italijo in potem tudi v druge tekme. Tako da zadnjih 20 let je bilo to praktično finale svetovnega pokala v gorskih tekih. To je najvišji nivo poleg svetovnega prvenstva, tako da je bila res konkurenca vedno najmočnejša, ena najmočnejših na katerih koli tekmah po svetu. Letos je pa pač ta svetovni pokal bil preklican zaradi znanih vzrokov, tako da tudi tek na Šmarno goro po 20 letih močne mednarodne udeležbe bo letos predvsem slovenska prireditev in bo tudi državno prvenstvo Slovenije spet po 30 letih praktično. Alfa in omega preizkušnje Tomo Šarf, sicer tudi prejemnik zlate plakete Združenja za gorske teke za 40-letno delo na področju gorskega teka, ki od samega začetka skrbi za organizacijo in izvedbo tekem na Šmarno goro, je po lanski izvedbi napovedal predajo štafetne palice mlajšim naslednikom. A korona je med drugim poskrbela tudi za počasnejši pomik v ozadje. Vmes sem že večkrat napovedal, da se po 25 letih umikam, pa potem po 30. Lansko let sem definitivno rekel, da se po 40 letih umikam. Ne popolnoma iz scene, ampak vsaj tako, kot ste rekel, v drugo frontno linijo. Vendar je ta korona in še par drugih stvari malo zategnilo ročno, kot temu rečemo, tako da nekako še ostajamo v prvi frontni liniji, zato ker je zaradi teh ukrepov, ki veljajo v letošnjem letu, je toliko enih specifičnih stvari, za kjer je treba poskrbeti, da smo enostavno rekli, da moraj malo ustaviti to zadevo in pač zagotoviti, da bo tako, kot je treba, da bomo res lahko poskrbeli za varnost vseh. Organizatorji so namreč sprejeli pogumno odločitev, da v letu, ko se mnoge športne prireditve odpovedujejo zaradi omejitev širjenja koronavirusa, ki so v veljavi, prireditev vseeno izvedejo in s tem poskrbijo za neprekinjeno nadaljevanje bogate tradicije. In to celo z dvojnim programom.
Eden od že omenjene mlade moči, ki bo nadaljevala zgodbo v prihodnjih desetletjih, je član tekaškega kluba Šmarnogorska naveza in še vedno aktiven gorski tekač Matic Plaznik. V bistvu največja sprememba letos je ta COVID. Največ imamo s tem dela, se pravi, je toliko nekih dodatnih ukrepov. Mogli smo dobiti dovoljenje, mogli smo zagotoviti ustrezne stvari, da lahko tekači skupaj štartajo, potem kako jih bomo imeli v cilju razporejene, se pravi, da ne bo prevelika številka jih naenkrat na kupu, nošenje mask, razkuževanje, razdalja, vse te stvari, da bomo upoštevali vse te veljavne zakone, ki jih predpisuje NIJZ. Glede na to, da sta pa dve prireditvi, pa v bistvu malo poveča, recimo, z organizacijskega vidika delo, ampak po drugi strani pa tudi recimo se pripravljamo samo enkrat, ne dvakrat, tako da nekatere stvari tudi lahko združimo, jih imamo pa olajšane. 41. tek na Šmarno goro bo na sporedu soboto 10. oktobra. Že dan prej, v petek 9. oktobra, pa se bo odvila tradicionalno spomladanska sprinterska izvedba vzpona Rekord Šmarne gore. Če so lani denimo kar polovico vseh prijavljenih predstavljali tekači iz tujine, jih bo letos na startu zaradi že znanih razlogov zgolj peščica. Zato bolj računamo na domače tekače, to pa naredili smo še državno prvenstvo za vse kategorije, od otroških kategorij do veteranskih kategorij, tako da računamo, da bi pa bili vsi najboljši tekači, kar jih Slovenija premore na tej tekmi, pa da se pomerijo in da bo res pravi boj v vseh kategorijah. Vremenski obeti za prihajajoči vikend kažejo na idealne pogoje za tek. Ob trenutni formi slovenskega rekorderja proge s časom 11 minut in 13 sekund Timoteja Bečana pa si organizator obeta, da morda lahko pade celo absolutni rekord Eritrejca Mamuja iz leta 2017, ki znaša še 5 sekund manj. Po osvojenih državnih naslovih v teku na 10 km na stezi in na isti razdalji v cestnem teku je Medvoščanka Neja Kršinar zmagala še na državnem prvenstvu na 21 km, ki je potekalo v okviru tretjega polmaratona v Novem mestu. Tokrat je bila z 1:16:57 v cilju dobro minuto in pol pred Lauro Guzel Blatnik, tretje mesto je osvojila Jasmina Pitamic Vojska. Timotej Bečan pa je poskrbel za odlično popotnico pred prihajajočimi domačimi tekmami na Šmarni gori. Na mednarodni tekmi Vertigal na Sego v Italiji v bližini jezera Garda je v močni mednarodni konkurenci osvojil 5. mesto s časom 37:01. V prvi B slovenski kegljaški ligi Zahod je Hidro v četrtem krogu izgubil v Ljubljani 7:1. Ljubljanski ligi so odigrali drugi krog, Hidro 2 je zmagal v gosteh proti Delu z 1:7, Hidro 3 Medvode pa doma slavil proti Ljubljani s 6:2. Zgodila se je ena prometna nesreča na Golem Brdu. Po nesreči je povzročitelj pobegnil, vendar so ga kasneje ulovili in mu že izdali plačilni nalog. V Smledniku je bilo vlomljeno eno vozilo, storilec pa je poskušal vdreti še v 3 avtomobile, vendar mu ni uspelo. 2 vloma v avtomobila sta se zgodila tudi v Zbiljah, v Medvodah pa je prišlo do ponarejanja listin. Policisti so odhiteli tudi na kraj delovne nezgode v proizvodni delavnici v Medvodah in na Varje, kjer so občani kršili javni red in mir v zasebnem prostoru. Kot vsakič vas tudi tokrat opozarjamo pred tatovi in v zadnjem času tudi pred vlomilci v avtomobile. Pazite na svoje premoženje in bodite pozorni na sumljive osebe. Še 10 dni bo potekal poostren nadzor prometa s poudarkom na ugotavljanju kršitev voznikov in pešcev v medsebojni interakciji. Do 18. oktobra bodo pod policijskim drobnogledom tudi vozniki tovornih vozil in avtobusov, saj so v zadnjem obdobju policisti prejeli več informacij o neupoštevanju prometne signalizacije ob zaporah cest, predvsem na območju Pirnič in Vikrč. Vse voznike pozivajo na dosledno upoštevanje prometne signalizacije oziroma pooblaščene osebe, ki fizično urejajo promet. Na navedenih odsekih bodo policisti poostrili nadzor. Za vse informacije o delu Policijske uprave Ljubljana pa vabljeni, da všečkate njihovo Facebook stran. Gledali ste četrtkovo informativno oddajo. Prijeten večer vam želim še naprej in seveda nasvidenje do prihodnjega tedna. Lep pozdrav.